Dobro jutro, še enkrat sem skupaj. Je res že dobro ali moramo še kaj storiti za to, da to postane? Kaj pa, če si želimo super jutro ali za to potrebujemo tudi super živila? Nadvse modno vprašanje, ki ste si ga najverjetneje že zastavili sami ali pa stavili na krožnik ali v kozarec. To jutro se bomo prepustili mladi ekipi, ki na dan pripravi tudi do 30 super sokov. Z nami sta to jutro Nika Vogrinčič in Edim Šabanović. Dobro jutro najprej obema. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli torej pri nas. Danes bomo razkrili kaj več o smutijih, oziroma to je tujka, za katero v slovenščini uporabljamo raje izraz kašasti sok. Pa bomo mogoče najprej seznanili gledalke in gledalce, za kakšne razlike pravzaprav gre. Kot vidimo, je miza bogata, gre za pravo znanost ali pa lahko bi rekli umetnost, kaj ne, Edo? Tako je, kot pred nami je tle izobilje vsega sadja in zelenja. Zdaj je v bistvu glavna razlika med kašastim pa sočnim sokom, to bi radi malo predstavili danes, se pravi poznamo kašaste pa sočne sokove. Je ta, da v bistvu kašasti zmiksamo, pripravimo, se pravi dobimo tudi vlaknine ven. Sočni sok je pa v bistvu, lahko po domače povemo tudi bistri sok, iztisnjeni sok, se pravi iz njega pa dobimo samo tekočinco, sokec, vlaknine pa grejo posebej ven. Nika, danes bomo delali zeleni kašasti sok za dober dan. Tako ste se odločili in tako ste nam namenili. Kaj bomo potrebovali? Edo že jemlje ananas, ki nam bo med drugim tudi pokazal, kako se ga pravilno očisti. Tako, ja. Da bomo imeli čim manj odpadnega materijala in čim več soka. Tako, rabimo pač sadje. Osnova za kašasti sok je sadje, oziroma danes bomo pripravili zeleni kašasti sok. To pomeni, da bo zraven prisotno še zelenje, ki je zelo pomembno za klorofil, ki ga danes veliko premalo uživamo. Vsak bi mogel namreč vsaj 2 velika šopa zelenja na dan pojesti. Zdaj pripravlja ananas, v smuti bomo dali še banano in hruško kot sadje in potem bomo dodali razno zelenje, ki je čisto po izbiri, si ga lahko tudi sami naberete. Dali bomo še nekaj semen za dobre maščobe. Sama sem ljubiteljica ingverja, tako da sem ga takoj opazila, rabimo še košček ingverja. Dali bomo tudi košček ingverja, ki je tudi zelo dober za prebavo, za zbudi želodec, da nas pogreje, čeprav zdaj je to vedno manj aktualno, ker je pač se bliža poletje. Je pa bil zelo aktualen po zimi, tudi za vse tiste, ki so si želeli dvigniti odpornost. Tako. In kot razkužilo, da razkuži grlo, vneto grlo zelo pomaga. Super. Jaz bi samo malo dopolnil tle, pomembno je, da večina nas nekako tu pa tam še že uživa sadje. Problem nastane, ker zelenjave premalo uživamo, in zato recimo zdaj ta bananca pa ananas bosta tako lepo popestrila okus, da v bistvu tega zelenja, ki ga bomo dali not, ga sploh ne bomo čutili. Tako, to je bistvo zelenega soka, ker lahko uživamo zelenje in ob tem sploh ne čutimo tega mogoče neprijetnega okusa zelenja. Ki se ga otepamo ali do katerega morda imamo še nekaj predsotkov. Ja, tako. Danes jih bomo skupaj poskušali otresti, še prej pa bi vas vprašali, kako staviti na pravo kombinacijo zase in ne pri tem narediti morda tudi kakšne usodne napake, saj vemo, da ni prav vse, kar smo tu postavili na tole našo mizo, ki je danes resnično razkošna, za kar se vam zahvaljujemo, najboljše, ne? Ja, tle pri kašastih sokovih je v bistvu tako, da ni treba komplicirati. Čim manj, ko kompliciramo, boljše je. Vedno gre za sadje, zelo priporočljivo zelenje in predvsem je pa pomembno, da ne mešamo sadja in pa gomolje, škrobnate zelenjave, ki vsebuje škrob in se drugače presnavlja. Tako da sadje in zelenje ja, to ni problem, ampak gomolje pa raje ne. Tako da tle je preprostost in zelo pa pomembno je, če jemljemo zelenje, da je ta rotacija zelenja. Torej, če danes vzamemo špinačo, peteršilj, recimo 3 zelenja, drugi dan pa spet obrnemo. Ker vsako zelenje ima nekaj, tako da bi bilo škoda, da se ponavlja vsak dan isto. Kot sadje, ne jemo vsak dan banan, jemo pač različno sadje. Dobro. Veliko je samoniklih rastlin tu na naši mizi, morda bi bilo vredno se za trenutek ustaviti pri njih, kajti to je tudi ena od tistih reči, na katere pravzaprav stavite in tu se že pravzaprav dotikamo naše današnje teme superživil. Ja, v bistvu so samonikle rastline, pleveli, divje užitne rastline v bistvu spadajo tudi med superhrano. So dosti bolj bogate kot vse, kar gojimo na naših vrtih. Vsaj 2 do celo 4-krat bolj bogate z vsem, ampak ker jih ne poznamo, ne vemo nič o njih, se jih bojimo mogoče, mislimo, da niso užitne. Jaz tudi sama, ko nisem vedela nič o tem, nisem nikjer videla nič. Ko sem enkrat se s tem spoznala, na vsakem vogalu rastejo sami pleveli, tako rekoč. Izobilje vsega. Izobilje vsega in to zastonj. Je treba samo malo v naravo in pogledati, se malo poučiti in imamo že doma na mizi en kup zelenja, ki
nam da dosti več kot vse, kar lahko kupimo. Če smo malce bolj konkretni in če stavimo na to, kar nam narava ponuja ta trenutek, recimo, kaj bi izpostavili na prvo žogo? Recimo, tukaj imamo trpotec, melisa, meta, dobro, to so že zelišča, začimbe, potem tle imamo orman, divji koromač, kopriva, ki je mogoče, verjetno jo vsi poznajo, ne? Potem imamo tukaj še šopregrata. Obstaja več vrst kopriv, ne? Ja, obstaja mrtva kopriva in navadna kopriva, ki peče. Mrtva je tudi užitna. Tukaj jo imamo. Potem, mogoče bi rada omenila še cvetove, ker jih dosti zanemarjamo. Zdaj, cvetovi so pa hrana za dušo. Tako da to je to. Odlična iztočnica za drugi del. Edo se je že kar dobro ogrel in v drugem delu bomo resnično lahko pokazali, kako se tale napitek pripravi. Medtem pa bomo seveda, drage gledalke in gledalci, tudi vas pospremili k točnim napotkom. Super živila so danes z nami, ki jih bomo skupaj kušali že čez nekaj trenutkov.